Danes je nedelja Jezusovega krsta, s to nedeljo zaključujemo božični čas in stopamo v čas med letom. To bomo liturgično pokazali tudi tako, da bomo od jutri naprej duhovniki maševali v zelenem, običajno. Božični čas, torej čas, v katerem smo imeli priložnost potapljati se v to skrivnost Božje ljubezni, zaradi katere se Bog učloveči, zaradi katere Bog postane človek, da bi bil blizu nam. In današnja nedelja nas na nek način tudi izziva in vabi, da se vprašamo, kaj bomo od letošnjega božiča, od vseh milosti, ki smo jih prejeli, nesli s seboj v ta čas med letom, kaj je tisto, kar si želimo, da bi nam ostalo, da bi usmerjalo naš pogled, da bi na nek način tudi ohranjalo, pomagalo nam ohranjati našo vero, naš pogled usmerjen na Boga, da bi lahko v resnici hodili skozi to življenje skupaj s tem Bogom, ki želi biti z nami, ki se je pokazal kot Emanuel. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, nad Jezusom se je v krstu v Jordanu prikazal Sveti Duh in ti si ga slovesno razglasil za svojega ljubljenega sina. Daj, da bomo tvoji posinovljeni otroci, ki smo bili po krstu prerojeni, neomajno vztrajali v tvoji milosti. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj po občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod: O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja in brez plačila vzemite vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. Vcepil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. Glej, za pričo narodov sem ga postavil, za voditelja in zapovednika narodom. Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi, zaradi Gospoda tvojega Boga in zaradi svetega Izraelovega, ki te je poveličal. Iščite Gospoda, dokler se pusti najti, kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moja pota nad vašimi poti in moje misli nad vašimi mislimi. Kajti, kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. Božja beseda. Zajemite vode iz studencev odrešenja. Zajemite vode iz studencev odrešenja. Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam. Gospod Bog je moja moč in moja pesem, v njem je moja rešitev. Zajemite vode iz studencev odrešenja. Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja. Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite, oznanjajte med narodi njegova dela, razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Zajemite vode iz studencev odrešenja. Pojte Gospodu, ker je storil velika dela, naj jih razglašajo po vsej zemlji. Sklikajte in vriskajte, sionski prebivalci, velik je med vami Izraelov sveti. Zajemite vode iz studencev odrešenja. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi, kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rojen iz Boga. In vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je od njega rojen. Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin? Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo, ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh to pričuje, kajti Duh je resnica. Trije namreč pričujejo, Duh in voda in kri. In to troje je eno. Če sprejemamo že človeško pričevanje, je Božje pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je v tem, da je pričeval za svojega sina. To je Božja beseda. Aleluja. Janez je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Janez oznanjal: Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem ureden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil svetim duhom. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordan. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in duha, ki se je spuščal naden kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Vas povabim, da se za trenutek vrnemo v tiste čase, ko se je še dalo potovati po svetu bolj prosto, bolj svobodno kot zdaj. Ne vem, če je kdo od vas že kdaj potoval v Kambodžo, v Azijo. Zagotovo pa je marsikdo med nami že vsaj v knjigah, na fotografijah ali pa morda na spletu videl zapuščeno mesto v Kambodži, ki nosi ime Angkor in znotraj katerega je ogromno enih palač, svetišč, najbolj znano med njimi Angkor Wat, ki priča o tem, kako veličastno so včasih ljudje v tistih krajih že živeli. To mesto je postavilo ljudstvo Kmerov in tisti, ki je omogočil, da so Kmeri pravzaprav postali tako močno kraljestvo, je bil en vojak po imenu Jayavarman II.
V tistem času so Kmeri živeli v številnih majhnih kraljestvih, kjer so vsako imelo svojega kralja in ti kralji so se med seboj borili eden proti drugemu, ampak ljudstvo je trpelo, v resnici se ni pa nič spremenilo. No in Jayavarman je imel to idejo, on bi bil pa kralj vseh teh kraljestev, bi vse to združil. Bil je sposoben vojak, sposoben bojevnik, zbral je vojsko in začel osvajati eno za drugim. En čas mu je šlo precej dobro. Potem pa v enem trenutku se mu ostali kralji, ki so videli, kaj se dogaja, tisti, ki so bili še svobodni, so se povezali in so se mu uprli. In niso hoteli razumeti te njegove ideje in je niso hoteli sprejeti. In ne samo, da se je Jayavarmanu ustavilo, v resnici so ga tudi pognali v beg. Moral se je umakniti, s tistim preostankom svoje vojske se je umaknil v hribe in tam potem tudi premišljeval, kako naprej. Bilo mu je jasno, on želi svojo idejo uresničiti, postalo pa mu je tudi jasno, da samo z golo vojaško močjo to ne bo šlo. Da si mora zmisliti en trik, eno zvijačo, da bo šlo to vse skupaj naprej. In v resnici v enem trenutku se domisli, zbere zopet vojsko, se vrne v dolino, osvoji par kraljestev in potem pokliče iz Indije, z zahoda, hindujske svečenike, duhovnike, zato da bi ga ustoličili kot kralja na en poseben način. Zmislili so si eno ceremonijo, en obred, s katerim so njega, Jayavarmana, ustoličili ne samo kot kralja, ampak kot kralja, ki ima božanske prednike, ki je naslednik bogov. Dejansko za Boga, za kralja, ki je tudi Bog. Danes nam bi se zdelo to precej otročje, kaj se gre, ampak v resnici je delovalo. Ne samo preprosti ljudje, ne samo preprosti kmeri, kmetje, ribiči, delavci, ampak dejansko tudi vsi tisti preostali kralji, ko je bilo treba iti v boj proti temu kralju Bogu, so se ustrašili in Jayavarman je končno osvojil vsa ta kraljestva in združil kmersko ljudstvo v eno samo kraljestvo. In ta združitev, predvsem pa njegov status Boga, kralja Boga, je potem omogočil, da je to kraljestvo 400-500 let res cvetelo. Iz opisov različnih ambasadorjev, ki so potem prihajali v to glavno mesto, lahko potem vidimo, kako veličastno je Jayavarman vsakič, ko je šel na sprehod, recimo, ko se je pokazal v javnosti, kako je to veličastno izgledalo. On ni prišel sam, ampak to je bila cela procesija in dvorjanov, takih in drugačnih, oblečenih tako in drugače. In na koncu potem je šel Jayavarman na slonu, oblečen, edini, ki je lahko bil oblečen v oblačila, ki so bila potiskana s svetličnim vzorcem. In Jayavarman je v roki nosil svoj zlati meč. In to je bila predstava, to je bilo tisto, kar se mi zdi, da so ljudje verjetno res pričakovali. Kako nastopi, kako prihaja Bog, kako se prikaže Bog v javnosti. Zakaj vam pripovedujem o tem? Zato, ker danes v današnjem berilu, v današnjem evangelskem odlomku smo prebrali, smo slišali, kako se v javnosti prvič pokaže tisti resnični pravi Bog. Edini, ki je resnični in pravi Bog. Vidimo tega Jezusa, ki stoji v vrsti skupaj z drugimi grešniki v Jordanu. Prihaja kot preprost človek, ki je 30 let živel v Nazaretu, v Galileji, nekje na severu, v tej Galileji, v kateri so v Jeruzalemu velikokrat govorili, da je že napol poganska, da tudi ti Izraelci, ki tam živijo, vprašanje, koliko so prave vere še ohranili.
Prihaja kot tesar, se pravi kot nekdo, ki ni imel svoje zemlje, ki ni imel svoje kmetije, ki ni mogel živeti od svoje zemlje, ampak je moral pravzaprav živeti od tega, da je svoje delo ponujal morda tistim kmetom, ki bi njegovo delo znali tudi sami narediti, pa morda ravno niso imeli časa. Po nobeni strani ta Jezus ne zbuja nekega občudovanja, ne daje vtisa, da je nekdo, ki kaj pomeni. In kot rečeno, stoji v vrsti skupaj z vsemi drugimi ljudmi, ki so se na Janezov klic odzvali s tem, da so se prepoznali kot grešnike, s tem, da so se prepoznali kot ljudje, ki morajo spremeniti svoje življenje, ki morajo svoje življenje narediti drugačno, da so se prepoznali kot ljudje, ki imajo v odnosu do Boga veliko ovir in vendar, ki želijo narediti en korak naprej. Med te se solidarno pomeša Jezus, učlovečeni Bog, da bi nam pokazal, da je tisto, kar je kača v raju govorila Evi o Bogu, češ kakšen je Bog, Bog je tiran, Bog je nekdo, ki mu ni za zaupati, Bog je nekdo, ki te ne ljubi, Bog je nekdo, ki ne bo poskrbel zate. Da bi se ob pogledu na tega Jezusa vsaj nekaj od te kačine laži lahko v naših srcih končno tudi raztopilo. Da bi lahko vsaj zaslutili, če ne že razumeli, da je Bog v resnici nekdo, ki želi biti z nami, ki želi biti nam blizu, ki nas ljubi do te mere, da zapusti vso svojo božansko moč, zato da lahko uresniči ljubezen v svoji nemoči. Da bi nas morda ta pogled na tega Jezusa, ki prihaja k nam, spremljal tudi v preostanku tega leta, da bi se lahko večkrat vračali k pogledu na Jezusa, ki se da krstiti, on, ki je nedolžen, zato da prevzame naše grehe, da bi lahko počasi vstopali v to logiko Boga, ki se ne boji biti nemočen, če to pomeni, da je lahko z nami ljubeč, ki se ne boji vsega, kar mu ljudje lahko naredimo, če to pomeni, da bo nam lahko dokazal, da nas ljubi. Da bi se z tega njegovega zgleda tudi mi počasi česa naučili, da bi tudi mi morda počasi razumeli, da smo ravno tako kot Jezus tudi mi poklicani k temu načinu življenja, da tudi nad nami, tako kot nad Jezusom pri krstu, da je tudi nad nami ob našem krstu nebo bilo odprto, da se je tudi nad nami pri našem krstu, da so se slišale besede, ti si moj ljubljen otrok, moja ljubljena hči, moj ljubljeni sin, ti si mi v veselje. Da bi znali biti v veselje Bogu, veselje našim bližnjim, veseljem samim sebi.